Fire cupping ali ognjeno ventuziranje je starodavna terapevtska tehnika, ki se uporablja za izboljšanje zdravja in splošnega počutja. Pri tej tehniki uporabljamo ventuze, ki izgledajo kot nekakšni kozarci. Te ventuze so lahko iz stekla, plastike ali bambusa. Sama največ uporabljam steklene. Posebnost te tehnike je, da vakuum ustvarimo s pomočjo ognja, ne s pomočjo vakuumske naprave, katere smo tudi navajeni. Primarno se fire cupping uporablja za lajšanje bolečin, izboljšanje krvnega obtoka in za splošno umsko in telesno sprostitev. Sedaj več o pozitivnih učinkih bom govorila tudi v spodnjih poglavjih indikacij. Kot zanimivosti lahko na hitro predstavim tudi drugo plat delovanja ventuz, ki izhaja iz kitajske tradicionalne medicine in temelji na starodavnih kitajskih prepričanjih o pretoku življenjske energije imenovane či. Verjame se, da lahko fire cupping pomaga uravnotežiti pretok čija in odpraviti blokade, torej cold oziroma hlad in wind veter, ki povzročata bolečino ali nelagodje. Sedaj pogosto vprašanje je, kako pa pride do vakuuma. V bistvu je v ozadju ponovno vpliv vse prisotne fizike. Do vakuuma pride zaradi razlike v tlaku med notranjostjo ventuze in zunanjim zrakom. Torej, ko ogreto ventuzo pritrdimo na kožo, se zrak znotraj ohlaja in se krči, kar ustvari nižji tlak v ventuzi v primerjavi z tlakom zunaj ventuze. Ta razlika v tlaku ustvari vakuum, ki povleče tkiva v ventuzo. Poleg fire cuppinga obstajajo tudi druge oblike cupping terapije. Med te spadajo že dobro poznani metodi suhega ventuziranja oziroma dry cuppinga in masaža z ventuzami. Ti dve sta predstavnici prvega in drugega modula mojih tečajev. Nato poznamo še mokro ventuziranje, ki je za nekatere bolj znano pod imenom hidžama. Potem ventuziranje z akupunkturo, zeliščno ventuziranje in vodno ventuziranje. Ja, dejansko tudi z vodom se izvaja cupping. Meni osebno ni tako priročen, ker imam potem cel salon povsem moker od vode, ki steče iz ventuz. No, to je moje mnenje, če bo pa želja iz tvoje strani, pa dodam tudi tole tehniko med ta tečaj. Sedaj, vsaka od teh tehnik ima svoje prednosti in vsem je skupno, da jih je potrebno izvajati pravilno in s strokovnim znanjem. Pravilno in varno izvedbo fire cuppinga ti bom razkrila v naslednjih poglavjih. Tako, pa gremo naprej na naslednjo zanimivo poglavje.